moji prsti potujejo pač trenutno po zraku. Jaz pa vedno potujem s popotnikom, torej z Janinom. In vem, da vsi tisti, ki ste spremljali mene in Janina takole v oddajah, vem, da v bistvu res, ko mi čakate, ker je kot prvo odličen sogovornik, kot drugo ima pa vedno ful dobre posnetke s sabo. Tako da ostanite z nami in si oglejte popotnika. Živijo, Janin, lepo pozdravljen. Živijo. Dobrodošel zopet v moji družbi. V bistvu sem prav vesela, ker si prišel zopet malo takole v oddajo nas pogledati in jaz vem, da bova spet popotovala in raziskovala, ampak kam greva pa danes? Ja, danes pa tako. Za začetek bi čisto kratko sporočilo, sicer greva pa v Indijo pogledati. Sporočilo je pa tako, ne vem, če se spominjaš, ampak lani ob tem času smo enkrat omenili Sicilijo, pa Liparske otoke, pa to, da se zdaj tja z vlakom, pa nazaj, pa na vlakih spat, pa tam hoditi po tistih otokih in tako dalje, prav zanimiva zadeva. Ampak žal, veliko me ljudje sprašujejo po internetu, kaj je zdaj, bo letos kaj to organizirano ali ne, nažalost ne bo. Ker je v starih časih Italija subvencionirala železnice in si še ne tako daleč nazaj za 12 jurjev takratnih prišel tja in nazaj z vlakom. Potem nekaj let kasneje je bilo 25 jurjev že, danes pa so pa že prvič razni Intercity, ne vem kakšni vlaki, kjer je treba ne vem kakšne dodatne pristojbine plačevati. Drugič ni več tistih starih vlakov, kjer si lepo sedeš že skupaj potegnil, oziroma samo na nekaterih progah so še. In tretjič, najcenejša varianta bi bila Interrail. Tistega so pa tudi tako zakomplicirali do sedaj. Včasih si lepo kupil karto, pa si en mesec hodil kjerkoli po Evropi, pa je stalo manj 200 ali 300 mark ali nekaj takega v starih časih. Danes je to že na ne vem kolikih conah in imaš potem razna dodatna pravila, ki jih ne bi zdaj razlagal, tako da skratka, nič ne bo nažalost. Aha, tako da za vse tiste, ki vas to zanima, skratka, nič ne bo, žal. Enkrat smo dosegli rekord, 115 nas je bilo na enem vlaku in res, ali kaj? Koliko jih je pa ponavadi v povprečju? Okrog 40 jih je bilo povprečno. Hodili smo pa dolga leta in je bilo že kar en tak kultni izlet našega kluba Popotnik. Ja, pa za tak denar, za tak majhen denar se splačali, ne? Zdaj pa skusil vse dražje. Zdaj pa se že bolj splačali, da svojim avtom ali pa organizirati avtobus, pa zapeljati ljudi dol, ampak ni isto, ne? Super. Ok, Janin, greva zdaj kar v Indijo. Zdaj pa Indija. Pa boš malo povedal točno, kaj se je kaj dogajalo. No zdaj tako, za tiste, ki so zelo avanturistično razpoloženi, svetujem, da grejo na pot, kot smo mi šli, mislim, da 5-krat v mojem življenju ali celo 6-krat, namreč s kombijem ali pa z lastnim vozilom v Indijo. Bolj na easy, ne? Na easy pa čas je treba imeti. Mi smo začeli, ko sem bil menda star 20 ali ne še čisto. Tim smo takrat, je bil ansambel Atlantik, ki ga danes nihče več ne pozna, pa smo imeli tak velik kombi s 6 kolesi in smo se peljali 3 mesece in pol smo skoraj potovali do tja, spali v kombiju, take lesene sedeže smo naredili, oziroma odre nekakšne, kjer smo spali potem. Cela vrsta zanimivih prigod se nam je pripetila po poti, skozi Irak smo še šli in od tam v Iran, pa še marsikaj takega. Potem smo pa še nekajkrat poskusili na razne načine, spet največkrat s kombijem. Na zadnjič je bilo nekaj let nazaj. Tole, kar bomo pa danes videli, te posnetki, to je bilo pa menda edinkrat, da sem prišel, no, 2-krat sem prišel z letalom v Indijo. In pač tisti posnetki, ki jih bomo gledali, so na tak način. Pa kaj je zate večje doživetje? Tako, da gre človek čist resno, tako kot sva rekla, v easy, bom rekla, čist sproščeno in ne vem, s kombijem in z ruzakom, ali greš tja, ne vem, z avionom in si v enem hotelu in tako. Kje več doživiš? Kaj se bolj splača? Če greš skupino, je ogromno odvisno od tega, kakšni so tvoji sopotniki. Včasih se s kom odlično ujameš, včasih ne tako zelo. Mi smo takrat prvič bili, no, mimogrede moram povedati, kje smo zdaj, v Darjeeling gremo, severno provinco Indije. Tole je pa tako rekoč muzejski vlak, v skoterni, pol metra široke ternice dobre. Pa malo scary, takole dol, grozen malo, ne? Ja, malo scary včasih, ja. Še bolj je pa napeto takrat, ko voziš skozi mesta. Namreč železnica pelje po cesti, ne boš verjela.
in sicer malo po desni, malo po levi, vsake nekaj časa tudi pride na drugo stran ceste, žvižga kot odtrgana, zdajle recimo je ob cesti, potem kasneje bo šla na cesto, če se bomo zdajle Italija se pa kar takole malo obeša, pa to je tako... Vsi se obešajo, to je prav taka znamenitost, namreč skoraj noben razen nas bedakov ne bo gleda zdajle novega potnika, ki bo pravkar vstopil. Pa to kaj nič ne plačajo, ali to se kar tako malo pridružijo? Koliko sem imel jaz občutek, ne plačajo. No. Hotele so med drugim tudi zaradi mene, ki so videli, da kamera ven molim, so se tudi zaradi tega obesili na vlak. Namreč mi, ki smo bili, pač to vsi smo bili edini, po moje, ki smo res plačali karto, pa mogoče še nekaj drugih, ki grejo celo pot, vsi ostali pa enostavno takole skačajo gor in dol, kar je verjetno tudi državna... Tole so pa grobovi, ja, na različne načine se pokopavajo na raznih delih Indije. In če malo pogledaš obraze, boš ugotovila, da niso več prav tipično indijski, ampak so že precej taki nepalsko-tibetanski. Ja, samo res, ja? Ja, severni del Indije, ki ni tak klasično indijski. Tisti, ki so pač z indijskimi obrazi, so bolj ali manj priseljeni. Tisti stari prebivalci so pa že precej tako bolj takega tipičnega azijskega oziroma ne arijskega porekla. Prav zanimivo. Pa moram jih pohvaliti, da so dokaj strpni drug do drugega, kar veš, da je težko. Že v naši pokojni Jugoslaviji se nismo kaj pridavjeli skupaj. Oni se pa relativno kar dobro, če računaš, da so kaj vem, ne vem koliko, več desetin popolnoma različnih jezikov, ne vem koliko različnih ver in raznih variant in sekt teh verskih in tako dalje, pa različnih ljudstev, ki bi imeli vse vzroke, da se sprejo med sabo, pa še kar dobro vozijo. No. Čeprav so seveda tudi včasih kakšni pogromi, pa če se spominjaš iz Gandijevih časov, takrat se tudi marsikaj dogajalo, kot smo gledali recimo v filmu ali pa brali v zgodovinskih knjigah. No, skratka, kar dobro zavjame in so dokaj tolerantni. Ja, mislim, tako, ko gledam, zdaj ta vlak, veš me spominja na te filme Indiana Jones, še te stari vlaki v bistvu. Ja, se je nekaj takega, ja. Tako se mi prav zdi taka super lokacija za snemanje kakšnega filma tazga. Mislim, tako, veš, pridemo zdaj v kjerokoli mesto, vse je tako zmoderniziran, in potem, ko se odpraviš, mogoče na takšno, bom rekla, mestece, ker je vse še tako zeleno in vse tako še staro, je čist drug občutek, ni, mislim, taka ena posebna energija se mi zdi. Točno to, kar zdaj